Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni, še drugi teden zapored v Facebook pogovoru, zelo zanimiv gost. Znova bomo govorili o slovenski teniški prihodnosti. Z nami je junak zadnjih tednov, Sebastian Dominko. Sebastian, lep pozdrav. Pozdravljeni. Kako je kaj? Veliko se je pisalo v zadnjih tednih o tebi, se bo kar tikala, ker se že nekaj časa poznava. Pa me zanima, kaj praviš torej? Si pričakoval nekaj takšnega, da se bo v Rusiji zgodilo to, kar se je zgodilo? Ja, evo, včeraj sem ravno prišel domov in še moram priznati, da malo zbiram skupaj vse možne občutke, še malo dojemam, še prihaja za mano, kaj sem ravno kar dosegel. V Rusijo sem šel z visokimi cilji, ampak vseeno sem jih še nadgradil nenormalno. Ja, potem pa ta turnir, ta Junior 1, to je tisti najvišji rang, više so, če se ne motim, samo turniri za Grand Slam. Kaj se je dogajalo morda v Kazanu? Po finalnem obračunu v Almatejevskem sem takoj naslednji dan že imel kvalifikacije v Kazanu, tako da sem v bistvu po finalu pojedel kosilo in že bil v taksiju za Kazan. In moram reči, da fizična pripravljenost in tudi mentalna je bila fejst na robu. Vendar sem na srečo začel kvalifikacije zelo dobro. Tudi moram priznati, da prvo kolo je bilo tisto, da prebijem spet ponovno led. Tako da ampak tudi drugo kolo sem imel istega nasprotnika, kot sem ga imel v polfinalu na prejšnjem turnirju. Tako da sem vedel, da bo težko igrati, sploh ko imam 2 tekmi v enem dnevu. Ampak moram reči, da sem igral zelo na rutino. Videla se mi je tista samozavest, ki sem jo dobil na prejšnjem turnirju. In v bistvu se nisem ustavljal, nisem niti probal razmišljati o kakšni utrujenosti. In ko sem naredil kvalifikacije, sem pri sebi začutil, da mogoče pa še lahko stisnem vse iz sebe in probam narediti še kaj na tem turnirju. V bistvu, ko je prišel žreb ven, sem videl, da je ta možnost, ker moram priznati, da se žreb mi je poklopil, ampak vseeno sem igral spet od prvega kola dalje. V prvem kolu se mi je že dosti poznala tista utrujenost, ampak v drugem kolu sem pa spet prišel na istega igralca, kot sem prišel na prejšnjem turnirju, ki je bil drugi nosilec, tukaj je bil 6., 7. In je bila res težka tekma, fizično in predvsem mentalno, ker sva se poznala. Vedel sem, da na prejšnjem turnirju sem ga lahko presenetil, ker me ni poznal, zdaj pa ve, da ne sme me podcenjevati. Ampak sem uspel zmagati, v bistvu sem igral isto kot na prvem turnirju, dobival sem z agresivnostno igro, tako kot jaz igram nasploh. Potem pa so prišli prvi 3 seti v tem tednu in pol, ko sem igral v četrtfinalu proti Nemcu Florigu. In takrat se je prvič videla tista utrujenost, ki me je izdala. Saj sem super začel tekmo, ampak preprosto nisem mogel nadaljevati z visokim nivojem igre. Ampak v 3. setu tudi so mi pomagale nove žogice, vseeno je igra hitreje tekla. Sem uspel, tudi bil en odločilen break in to sem držal. Tako da potem pa v polfinalu je bilo pa tekma, ki sem se najbolj bal, po pravici povedano, saj sem igral proti zelo močnemu, agresivnemu nasprotniku, ki sem vedel, da če ga spustim igrati, da bom trpel, in tega si nisem smel več privoščiti po teh 2 tednih, ki tako po pravici povedano sem pred tekmami že komaj stal. Ko sem šel na tekmo, sem iskal vso motivacijo, ki sem jo dobival, ves adrenalin, ki se mi je povzročil, sem probal dati v to, da ne razmišljam o utrujenosti. Ampak spet iz izgubljenega položaja sem se uspel vrniti. V prvem setu sem izgubljal 4-2 in 40-0 na moj servis.
tako da res tu bi se obrnil lahko, ampak na srečo se ni. Potem pa je prišel finalni obračun z Ženevom, isto kot na prejšnjem tednu v finalu. In ja, bal sem se te tekme, oziroma tu je že bilo tisto, ko igram samo za užitek, ker res sem že dosegal toliko, ampak nisem se hotel ustaviti, ko sem že prišel tako daleč. Sem vseeno še hotel narediti ta zadnji korak. Ampak na začetku je res ni izgledalo, kot da bo mi to uspelo, saj že adrenalina nisem uspel dobiti, motivacija je bila že prisiljena, res bolečine v nogah, rokah so bile tako ali tako prisotne že celi teden, tu so samo še bolj vdarile ven. In potem v drugem setu, ko mi je po pravici povedano že skoraj da dal njegov servis, naredil 2 dvojni napaki na džus, takrat je vdaril tisti adrenalin po želji, po nekem dokazu, da mogoče ga pa lahko stisnem, in v glavnem sanjski zaključek je bil na koncu. Čestitke za to res odmevno zmago in verjamem, da jih bo še nekaj tudi v prihodnosti. Na tem turnirju je nastopal tudi Bora Ratnak, kajne, sta velika prijatelja, že dolgo časa nekako sta tam, ne, kako je s tem? Ja, z Borom se poznamo že od mladih let, resno, že do 10 let, do 11 let sva dostikrat igrala, vendar ko smo bili mali, ga nisem nikoli uspel sploh na teh 11-kah, vedno me je ponavadi tudi v finalu me je premagoval. In potem na 12-ki, 14-ki, na 14-ki se mi zdi, sem ga prvič premagal, tu sem nekako prebil let pri njemu, sem ga potem uspel še parkrat premagati, ampak ja, na zadnje me je premagal on, tako da, ampak že zdaj čakam 1 leto na ta rematch, tako da bomo videli, kje se bomo naslednjič dobila. Ja, verjamem, da se bosta prav kmalu, je pa to, kot kaže, zelo dobra generacija, bi še koga izpostavil, kaj je tisto, kar ima ta generacija? Definitivno je tu veliko fantov, ki se vlečemo drugega naprej. Tukaj potem tudi moja 2 soigralca sta zelo visoko postavljena, Maj Premzl in Gal Emeršič Potočnik, ki sta tudi že v visokem nivoju, že od mladih let. Tudi Aljaž Eran je že osvojil ITF turnir, kar dokazuje, da tu smo, se mi zdi, nas je 5 fantov, ki smo zdaj osvojili ITF turnirje. Tako da to je res fenomenalno. Tudi potem sledijo veliko fantov, ki lahko treniramo oziroma igramo z njimi enakovredno. Tako da pogoji v tej generaciji so res odlični. Zdaj so nekaj govorila o bližnji preteklosti, pa v prihodnosti, pa se vrnijo morda na začetek, ko se vse začelo. Kdo je sploh Sebastian Dominko, kako si prišel v tenis, kdo je tvoj vzornik, lahko malce poveš več o tem? V bistvu v najmlajših letih sem začel z nogometom, vseeno je bila to neka želja vsakega, ko je mali, da bi igral nogomet. In vendar me je oče, ki je igral tenis, ampak nikoli ni šel v tekmovalne vode, je vseeno rekel, pač poskusi tenis. In sem šel, ampak tudi na začetku sem igral tako mogoče enkrat na teden, tudi med poletjem sploh nisem igral, ker sem bil na morju, sem igral nogomet. Ampak na koncu sem treniral in nogomet in tenis hkrati. Ampak skozi mi je bila ta nogomet, mi je bila prioriteta, vedno sem daval prednost nogometu, sem raje šel na nogometne tekme, kot pa na trening tenisa oziroma tekme tenisa, turnirje tenisa. Ampak potem so mi že dali vedeti, da sem počasi mogel odločiti, ker če bom hotel iti profesionalno igrati nekaj, bom mogel pustiti ten šport. In res, v bistvu v roku pol leta sem se, pri 13 letih sem se odločil, naenkrat sem rekel, ja, tenis bo bolj za mene, tenis bi jaz rad igral, v tem uživam. In po pravici povedano sem tudi nekako brez večjih težav se odločil za tenis. Ne vem, po pravici povedano ne vem, kaj je pretehtalo, res je, da je bila enakovredna odločitev, vendar na koncu sem rekel, tenis bo tisto, kaj bi jaz rad igral. Tudi v tistem trenutku sem menjal klube, sem šel na železničarski teniški klub
tam je bila fenomenalna družba in sem rekel, da v tem bi rad užival. Tako da pri 13 letih sem nekako začel igrati prav turnirje z željo po zmagovanju, oziroma da takrat se je začel moj napredek. Kaj pa zdaj, ne? Morda, kdo je tvoj vzornik, kaj je tisto, kar si želiš v letošnji sezoni, pa potem v nadaljevanju, kako blizu je zdaj ta nastop, mora biti na Rolanu Garrosu? Ja, definitivno je to moja velika želja, da bi igral mladinski Grand Slam. Zdaj, za Roland Garros se mi zdi, da bo ravno na meji, ali bom noter padel ali ne bom, bomo videli, ko bo prišla ven žrebna lista. Ampak definitivno se mi je zdaj plan turnirjev čisto spremenil po teh 2 tednih. Saj vseeno moja želja zdaj po večjih turnirjih tudi pridem na večje turnirje brez problema. Tako da ja, rad bi probal in se probal dokazati še na močnejših turnirjih, da vidim, če uspem oziroma da pokažem, da lahko. To pa je potem vzornik. Od nekdaj mi je že vzornik Novak Djokovic, že od malih nog sem ga najraje gledal. To vse skrbi za tebe, torej poleg očeta, ki je bil s tabo v Rusiji, kdo so tvoji trenerji? Na tem klubu je fenomenalno, prav vse igralci, trenerji, organizacija, vodstvo kluba, res pomaga vse. Tukaj so moji trenerji Brane Glogovac, ki je z mano že od mladih let, tudi na braniku, me je on probal dati v ta profesionalni tenis. On je forsiral, da bi začel jaz tekmovati turnirje, ko smo bili še na braniku, ko sem bil še čist mali. Potem je tudi Tomaž Brendjaš, ki zelo dobro pomaga, saj tudi on včasih igral profesionalni tenis, tudi bil visoko uvrščen na ITF lestvici, tako da nas razume na tekmovanjih. Tu je tudi Rene Agačič, ki ima izkušenj mnogo in še preveč, ki je res v teniških vodah, že mojega očeta je učil tenis igrati. Tako da igralci nas je pa ogromno. Tukaj je z Kopra, z Murske Sobote, z Celja, tudi iz Avstrije prihaja Kobjerski, da trenira z nami, tako da res, tu je ekipa fenomenalna. Ja, Rene je ena izmed mojih želja, da bi ga kdaj gostili v Facebook pogovoru, tako da reci, prosim, kakšno dobro besedo zame, ok? Zmenjeno, bom. Morda za konec še kakšno sporočilo za mlajše igralce, ki morda dvomijo zdaj pri 12-13 letih, tako kot ti, ali nadaljevati s tenisom ali ne? Definitivno je tenis res lep šport, saj okoli sebe, če najdeš si ekipo oziroma družbo, kljub temu, da je individualni šport, uživaš v njem z drugimi ljudmi, z drugimi fanti. Tako da res, in tudi tako, kot sem jaz zdaj pokazal na teh 2 turnirjih, ko pred temi turnirji nisem bil favorit in se to ti lahko obrne, tako kot se meni zdaj po pravici povedano, mi je obrnilo zdaj celi plan za to leto v 2 tednih. Nismo tega pričakovali, zdaj pa še dojemamo, kaj se je zgodilo. Hvala lepa in srečno v nadaljevanju sezone in tudi kariere in držim pesti za Pariz. Najlepša hvala. Nasvidenje.